Prva liga se vrača pred male zaslone, tokrat se je vse skupaj začelo v Velenju, kjer je Rudar pričakal nogometaše Krškega. Lani izjemno odkritje sezone Krčani, tokrat pa so bolje štartali domači. Tole je bila velika napaka Vuklinševića, Babič je bil sam pred vrati, a odlična obramba vratarja Zalokarja. Kmalu pa nova akcija za Velenčane v 16. minuti. Žoga pred vrata, najspretnejši je bil Glavina, ki je zadel za prednost Rudarja 1:0. 16. minuta, nemočen je bil Zalokar, Glavina je odbito žogo pospravil mrežo in domači so povedli z 1:0. Po strelu Grbiča je Glavina žogo pospravil v mrežo. Še napad za domače Knape, po predložku je meril Bilong, a tokrat je bil Zalokar dobro postavljen. Drugi polčas in prva kombinacija za Velenčane, velika priložnost za povišanje prednosti. Glavina je stresel le prečko. Nov napad za Krčane, prva prava akcija tekme gostov, Špiler z glavo precej čez gol, nato pa še ena kombinacija gostov, a pravega zaključka vendarle ni bilo, hitrejši je bil domači vratar in ostala je pri prednosti Rudarja 1:0. Ampak ne za dolgo, kajti Krčani so v zaključku tekme napadali in tole je bil že izjemen gol Filipa Dangubića za 1:1, Evrogol za izenačenje v 74. minuti. Velenčani so bili kaznovani za nekaj zapravljenih priložnosti. Dangubić je dosegel prvi gol v letošnji sezoni tudi za Krško. Ob koncu tekme pa še izjemna priložnost za Vručino, ki je za nekaj centimetrov zgrešil, golov več ni bilo in na koncu delitev točk Rudar Krško 1:1. Isto tako bi čestitao ekipi Krškog na fer i korektnoj igri. Mislim da je bila prava prvenstvena tekma, da smo veći deo tekme mi kontrolisali, pogotovo u prvom poluvremenu, gde smo propustili možda i da rešimo meč, jer smo propustili 2-3 dobre prilike. Čestitke gostom za korektno in športno predstavo. Mislim, da je bila to prava prvenstvena tekma. V prvem delu smo imeli kar nekaj priložnosti in zapravili smo priložnost, da bi morda že v prvem delu rešili vprašanje zmagovalca. Dali smo en gol, v drugem delu smo spet štartali dobro, potem pa je sledil padec v igri. To so gosti unovčili in dosegli Evrogol, za kar jim tudi čestitam. Vručina je propustio jednu kolosalnu šansu i na kraju to je fudbal. Ja sam rekao svojim igračima na poluvremenu da ukoliko ne postignemo drugi gol, lopta može da nas žoga, kako vi kažete, da nas kazni i to se i desilo. Jaz bi čestitao domači ekipi za kvalitetno tekmo in tudi za fair tekmo. Predvsem pa čestitke našim fantom za en pravi odnos, za vztrajanje. Na koncu smo bili nagrajeni s tem res lepim golom za točko. Sicer pa mislim, da prve pol ure nismo bili na nivoju. Enostavno se je poznala mladost, neizkušenost. Vemo, da veliko teh fantov lani ni igralo, tako da bomo verjetno rabili nekaj časa, ampak se trudijo. Imamo tudi določeno kvaliteto, kar se vidi v drugem polčasu, tako da jaz upam, da bomo iz tekme v tekmo se nekako počasi sestavljali in bili čez dalje bolj konkurenčni. Danes smo se na nek način malo izvlekli, ampak kot rečeno, smo bili nagrajeni za ves trud, ki so ga fantje vložili v tekmo, tako da jim čestitam vsem skupaj.